Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni, klasična Beletrina tukaj in danes z nami delo, ki sem ga brala tako, kot da bi gledala film. Dejansko so se pred menoj odvijale podobe in besede so tekle, kot teče filmska pripoved. Zakaj in kako je bilo to tako pri Radetski koračnici Jožefa Rota, nam bo povedala, mislim si, da na zelo zanimiv in moder način, prevajalka. Bi rekla in sem vesela, čisto malce si bom premaknila tudi kot starovska kolegica, tovarišica k njej, torej prevajalka. To je zelo pomembno. Prevajalka, čisto ta prava gospa Mira Miladinović Zalaznik, ki jo lepo pozdravljam. Mira, živjo, dober dan. Dober dan. Lepa hvala za tole možnost. Zanimivo vprašanje. Ker ko človek bere to knjigo, tudi če jo prevajalka bere, se mi kar naprej dobivam neke vzporednice s Fellinijem. Fellini je znal na filmu pokazati te prekrasne zgodbe, ki smo jih, vsaj moja generacija, podoživljali, ko smo sedeli v kinu. Nekako se nam je zdelo, da smo del tega, čeprav seveda nismo bili. In z Jožefom Rotom je pa prav nekaj podobnega. S tem, da recimo pri Jožefu Rotu, ko ga ti bereš, ko bereš njegove opise, recimo kruha nekje na vzhodu, ko bereš opise ljudi, ko bereš opise tudi cesarja, ti to vse vidiš, ti to vse čutiš, ti imaš občutek, da si bil zraven. In pri recimo ravno njegovih opisih kruha, ta kruh diši kiselkasto. In jaz sem se spomnila recimo na kruh, ki sem ga kot otrok v nekih toplicah vohala, ta kiselkast in to me je popolnoma osvojilo. Mira, zdaj smo začeli pri tistem, kar je tudi mene osvojilo pri Rotu. Spomnim se, da denimo redkvice opisuje kot hrustljave, sramežljive kmečke deklice. Se mi zdijo izjemne metafore, izjemne primerjave. Ampak začniva tam pri začetku. Kdo je pravzaprav bil Jožef Rot? Ga Slovenci poznamo? Ja, to je zdaj spet vprašanje po neki meri, do določene mere ga poznamo, malo tudi ne. Jožef Rot je bil en strašno nenavaden človek, bi rekli po eni strani, po drugi strani pa tipičen predstavnik stare, kot smo nekoč govorili, rajnke Avstrije, se pravi Avstro-Ogrske monarhije. Rojen je bil na njenem najbolj skrajnem vzhodnem delu, se pravi tudi na področju, kjer se je govorilo več jezikov, kjer je sobivalo več kultur. In rojen je v judovski družini. Oče njegov se z neke službene poti več ni vrnil. Zgleda je zbolel za duševno boleznijo, kar je za Jude kar eno hudo breme in tudi neke vrste prekletstvo. No, za Jožefa Rota so potem skrbeli mama in strici. Obiskoval je šole v Brodiju, vpisal se je celo na univerzo na Dunaju, izbruhnila je prva vojna in tukaj se začne potem že Jožefa Rota literarna pot, da tako rečem, že o eksistenci, torej o svojem očetu je napisal 13 različnih življenjepisov. In to se je dogajalo tudi z njim samim. On je, bi rekla, prav zelo nadarjen pripovedovalec zgodb in sklada, bi rekla, veliko zgodbo s pomočjo majhnih zgodb, malih ljudi, pri čemer sploh nima tega razmerja majhen človek, velik človek, pomemben človek, nepomemben človek, vsakega obleče v neko zgodbo. In ga naredi zanimivega. Tako. Izjemno zanimivi, ki so vsi. Ja. Nakazali ste, Mira, seveda njegovo provenienco, Avstrijec, ne? Ja.
del Habsburške monarhije, ne, državljan tiste velike pisane države. In v tem svojem delu, hkrati ste pa povedali, da je bil sin. In v tem svojem delu Radeckeva koračnica se ukvarja, bi rekla, z dvojim napovedjo propada Habsburškega cesarstva in z odnosom povsem osebnim oče-sin in celo vnuk, pokojni ded. Ja, to je zdaj ena široka zgodba. Ne po naključju, kot se meni zdeva, je Jozef Rot, ki se je preživljal z novinarskim delom, ki je dan preden je Hitler bil imenovan za rajhovskega kanclerja, emigriral in je potem leta do svoje smrti živel po Evropi, največ v Franciji. On je začutil propad tega cesarstva dejansko z nekim dogodkom, ki se ga mi niti nismo učili, niti se ga spominjamo. In to je ta znamenita bitka pri Solferinu. V tej bitki pri Solferinu, mislim, da je bila 1859 leta, je Slovenec, poročnik Trota, rešil mlademu cesarju življenje, ki se je izpostavil po neumnosti. Sovražnik je to videl, streljal na ga, Trota ga odrine in sam pokasira, da rečem tako po domače, v ključnico ta strel. Zdaj pa je treba vedeti, da bitka pri Solferinu je bila bitka Avstro-Ogrske proti kraljevini Sardiniji. Kraljevino Sardinijo je podprl Napoleon III. In Avstrija je to, Habsburška monarhija je to bitko izgubila. Vodil jo je posebno novi mladi cesar, ne, ki je bil, mislim, da razglašen za cesarja leta 48, konec leta 48. No, in Jozef Rot, ki je seveda poznal zgodovino svoje nekdanje države, si je izbral Slovence za glavne junake in je položil temelje propada monarhije v neko bitko, ki je veljala za najbolj krvoločno, najbolj krvavo bitko po bitki pri Waterlooju. Se pravi med Napoleonom I. in zdaj, zakaj je izbral Slovence, je seveda veliko vprašanje, ampak Slovenci so bili v okviru Habsburške monarhije zelo, zelo dolgo. In veljali so tudi še pri zgodovinarjih, recimo 30-40 let nazaj, kot najbolj zvesti podaniki Habsburške monarhije. Zdaj pa mi nekje moramo vedeti, ne, da to najbolj zvesti podaniki Habsburške monarhije, to je tudi en tak relativen pojem. Dajmo se spomnimo se Martina Krpana. Kaj on počenja? Živi kot lojalen državljan te države, a ne? Ampak živi od tega, da tihotapi robo po vsej monarhiji, kar ne bi smel. Bravo za Martina Krpana, ne? In mi smo zvesti podaniki, ampak se ne držimo zakonov te države in mogoče zato ne spoštujemo. Tako, in tudi preveč ne spoštujemo. Zdaj, paralelno s tem je pa potem tudi ta odnos, recimo ta čas, kar je mene zelo očaralo in kar mi je priljubilo to knjigo, je bil ravno ta odnos do zgodovine. Pa ne samo odnos do zgodovine države, ampak odnos do zgodovine moje družine. Ne? In to se je gojilo. Ded je rešil cesarjev življenje. Ker je bil razočaran, da se je s to rešitvijo življenja manipuliralo in se jo stiliziralo v nekaj, kar ni bila, se je prvi Trota odločil, da njegov sin častnik ne bo. In je moral iti v državno, torej v upravo. Postal je okrajni glavar, spoštovan, vendarle zakopan tja v neko mestece v. Tako, tam nekje. No, in ta je pa spet svojemu sinu dovolil, da je častnik. In normalno je bilo v tistih časih, da si imel še ta spomin na svoje prednike. Jaz o svojih starih starših zelo malo vem in me je starejša, ko sem vedno bolj sram. Oni so pa vedeli vse
kar se je dalo vedeti. Če tudi so jih ti starši gledali iz portreta, ne, jih nagovarjali morda iz nekih grobov, ne, to se dogaja tukaj. Vnuk živi pod vtisom tega junaka iz Solferina in na nek način ga to frustrira. Se vam ne zdi? Točno to je, in sicer je problem Karla Jozefa v tem, da čuti dedovo moč in svojo nemoč. On lahko reši, kar tudi dejansko stori, on lahko reši cesarja iz bordela. Na tisti slikci nekega mornariškega častnika, ki je morala biti tudi v bordelu, ne? Se tudi mi spominjamo nekih drugih časov, ko je predsednik države bil vse prisoten v vseh teh prostorih in lahko to imenujemo neka habsburška gesta takratnega sistema. In to je bilo, in on pride v tisti bordel, ne znajde se s pričo raznih dam in gostov in madame, ki vodi ta bordel in vidi tam pokakano sliko svojega cesarja, in to je edina stvar, ki jo lahko naredi, da cesarja reši iz bordela, vzame sliko iz okvirja, jo spravi in odnese. Ded reši življenje, tudi vnuk na nek način, vsaj skozi svoj pogled, tako reši cesarja. No, cesar je pa tudi en zelo špasen lik, bi rekla v tej pripovedi. Navdušilo me je to opisovanje, ne, njega kot človeka, ki je že od rojstva, visočanstvo, kako on občuti te svoje moji narodi, ne, kako jih imenuje, opis jutranje rutine, kako mu postrižejo brčice v nosu, kako je on v bistvu navaden človek, pa tudi, kar se jezika tiče, vi, ali pa najverjetneje že rod, položi nek pogovorni jezik, pogovorno nemščino, torej v usta cesarju. Točno to, ta cesar je. To je sploh en velik problem, kako pa ti v literaturi, v književnosti prikažeš nekega predsednika, nekega cesarja, in cesar avstrijski, v tistem času avstro-ogrski, habsburški, je bil apostolično cesarstvo, torej on je bil namestnik Božji na zemlji. In kako zdaj ti Božjega namestnika na zemlji pokažeš? Zdaj verjetno je bil tudi del te propagande, da je cesar ljudski človek, da cesar pozna skrbi in težave vsakogar v svojem cesarstvu, in ta cesar je tudi tako prikazan. In recimo meni je prav to, kar ste omenili, ta scena, kako so cesarja tik pred manevri brili, kako ga je bril ta brivc in kako je temu brivcu uničil življenje, ker ga je vprašal, če rad služi vojsko, on je revež simuliral, nenehoma je hotel zapustiti vojsko, pa ti mogo drugega reči kot seveda veličanstvo. In kaj se je zgodilo? Takoj ga je povišal. Povišal, dobil višji čin in je moral ostati v vojski. Mera dela je kar obsežno. Meni se zdelo izjemno zahtevno, kar se prevajalskega dela tiče. A ste se vi zabavali v tem delu? Moram priznati, da sem se. To je zame prevajanje nasploh, pa zlasti tudi takšnega dela, ki sem ga jaz hotela prevajati in sem dobila to možnost, da sem ga res lahko prevajala. To je zame dogodivščina v glavi, ker kakor sami veste, tam je besedilo, potem je pa to besedilo, ki ima neke asociacije, ki vas v tujem jeziku na nekaj spominja, ki ustvarja neko atmosfero. To je treba zdaj preliti v naš materni jezik, v slovenščino, in se pri tem truditi, da ta slovenščina nekako vzpodbudi podobna, ne vem, občutenja, podobno podoživljanje, podobne mogoče celo asociacije, ne? Pri čemer je za nas to danes res problem, ker kdo se pa še spomni z lastnega življenja monarhije, ne? Mogoče se spominjamo s pripovedovanj,
čeprav recimo moji stari starši niso govorili v času, ko so še živeli v monarhiji. Ne? Tudi ne o prvi Jugoslaviji niso govorili. Tako da teh spominov ni, ampak recimo, če te zanimajo te stvari, se da iz literature zelo veliko tega seveda transponirano v nek drug medij, to ni zgodovina, to je roman. Transponirali ste, prelivali ste. Kako je bilo pa s tem besediščem, ki je povezan z vojaščino? Tako super nekako se bere v slovenščini vsi ti opisi uniform, pa sabelj, pa raznih čopov, pa vsega tega, kar je bilo povezano s tedanjim načinom manevrov, vojskovanja, opreme, uniform. Kje ste našli vse to besedišče? Treba v muzej, na svet? To je zdaj tako. Ne? Jaz sem to prevajala leta nazaj in takrat ni bilo spleta. Takrat si imel lahko srečo, da se je kdo v družini spoznal na vojaške izraze. Pri meni se je spoznal oče in oče mi je zelo veliko povedal. Ampak problemi niso bili samo vojaški izrazi. Problem so bili čisti kuharski izrazi. Tafelšpic, ki vsakemu, ki zna nemško, pove, da je to tista super govedina, ki jo dobiš na Dunaju v goveji juhi in to je znanost zase. In seveda sem jaz potem šla k mesarju in se ga vprašala tafelšpic. In ker sem tako en človek, ki ne verjame takoj vsega na prvo besedo, se ga tudi vprašala, če je to res tisti kos mesa, ki se uporablja za juho, kakor jo kuhajo na Dunaju in je pojem goveje juhe. Je rekel, ja, to je govedina od križa. Nisem hodila reči, to jejo otroci vsako nedeljo, in potem češnjevec moke. In češnjevec moke. In drug tak problem so bile pa te sablje, kot ste omenili. To sem šla pa k sabljačem. Takrat je bilo... Se kar znajdete, so imeli en tečaj sabljanja na eni osnovni šoli v Šiški, kjer sem takrat blizu stanovala in sem zvedela za to in sem šla tja vprašati. In je bil sabljač, ki je bil potem strašno vesel, še celo en mlajši gospod je bil, ki je vse te izraze poznal in potem sem si jih jaz na zalogo zabeležila. Tako za primer, da se še kaj pojavi, pa njih ne bi bilo več tam, pa da ne iščem. A radi kuhate? Ja. Tako drugače. No, to je to najbrž pomagalo, ne? Zelo. Čeprav ta estetski vidik opisov hrane. Kar pa vonjavo, pa kako je to dobro, pa kakšen mora biti ta češnjev cmok, ne? Da ima pravo konsistenco, pa da ni razkuhan, pa da lepo razpade. No, ta trota je bil glede tega, pravi sadist, bi rekla, do gospodične, do hišne dame, ne, ste napisali. Ja, on je bil... Ta protokol, ne, meščanskih hiš, to ste morali nekje ugotoviti, kako poimenovati posamezne nedeljske običaje. To je bilo še takrat nekako tudi malo prisotno, tudi še v naši kulturi bivanja, kar se je rešilo pred druge svetovne vojne. Pri Trotu je pa bil problem v tem, da mu je žena zgodaj umrla, da se ni hotel poročiti drugič. Gospodje pa so morali imeti nekoga, ki vodi gospodinjstvo, in to je bila seveda hišna dama. Tukaj, recimo pri Rotu, imamo isti problem. Ne? Danes, ko vemo, Rot je živel v eksilu, pisati je moral in zaslužiti denar, ne samo zase, on je imel ženo, ki je zbolela duševno in je bila v sanatoriju in on je moral za te sanatorij plačeval do svoje smrti. Mislim, da je to bilo nekih 13 let. Ne? Se pravi, denar je bil problem, potem pa slišiš, da je živel v hotelu, ampak lepo prosim, povejte mi, kje bi sicer živel drugače. Moški takrat kuhati niso znali, moški takrat likati niso znali, moški takrat prati niso znali, takrat ni bilo pralnih strojev, se pravi, so bile zato neke perice, je bilo treba organizirati življenje. In najcenejše življenje zanj je bilo življenje v nekem hotelu, ki ni bil preveč drag. Dobil si poslo, soba je bila pospravljena, očiščena, imeli so posteljnino, tam si lahko dal prati svoje in očistiti svoje oblačila.
Hrano si najverjetneje, tako, vsaj 2-krat na dan. Ne? Tako, čeprav potem na koncu je že zelo veliko tudi pil. In sem bila pred leti na enem simpoziju na Dunaju v Jozefu Rotu in je bil še njegov sodobnik takrat, ki je rekel, da zadnje mesece je preživel od trdo kuhanih jajc in od alkohola, sploh več ni veliko jedel. In takrat se je tudi pojavila ena taka, torej ne takrat, v sekundarni literaturi so veliko razglabljali o tem, da je celo sin zadnjega poslednjega avstrijskega cesarja Karla, Otto von Habsburg, da mu je zaukazal naj neha piti. Meni se je to zdela ena taka zgodba, ki bi si jo lahko izmislil Jozef Rot. Potem je bil pa leta 2000 Otto von Habsburg v Ljubljani in takrat sem imela priložnost ga srečati in sem ga res vprašala, kako je s tem. In je rekel, da ga je res prosil njegov lečeči zdravnik, takratni, kot zadnji instanci, ki bi jo morda Jozef Rot še ubogal, naj mu prepove pitje. In Otto von Habsburg je to naredil in sem rekla, ja, prav, celo obljubil mi je, da ne bo več pil, ampak je bilo že prepozno. Jetra so bila uničena in on tik pred smrtjo. Če se vrnemo pa zdaj k začetku, čisto k naslovu Radeckijeva koračnica. Treba je bilo vpisati, preliti v slovenščino tudi vse te izraze in opise glasbe. Kako nastane glasba, opis glasbil. Kar nekajkrat v romanu se to pojavi. Kje ste pa to besedišče usvojili, da je tako, kot da bi ne le gledali film, ampak kar poslušali glasbo, ko beremo to, kar ste prevedli? Radeckijeva koračnica je koračnica, ki je popularna, jo še danes poslušamo, če ne drugače na tem novoletnem koncertu Dunajskih filharmonikov 1. januarja vsako leto in nekako jo imaš v ušesu. Zdaj, kako je s temi instrumenti, bilo pa to treba je iskati, treba se je pozanimati. Delala sem si tudi tako kartice prevajalske, kar vedno počnem pri vseh knjigah še danes, samo da so bile enkrat te kartice res prave fizične kartice te velikosti in sem imela v taki škatli z abecedo in sem jih potem vlagala noter, da nisem iskala in da sem ostajala konsistentna, da ni bila goveja juha ne vem kakšna, ki se pojavlja vedno znova, prevedena vsakeč drugače. Kakšna tehnika, zanimiva. Malo habsburška, zelo veliko ornukov in disciplin je bilo pri tem. In to še danes, zlasti pri rečeh, ki jih manj poznam, recimo ravno, ko sva pri teh častnikih, pri uniformah, pri izrazih, to potem zdaj imamo tudi te dobre slovarje, nemško-slovenske. Niko Hudelja z Filozofske jih je sestavil, ki so prav zgodovinski in tam najdeš kopico izrazov, potem pa seveda preko spleta. Danes je to res prava avantura in olajšanje dela. Sami ste znova omenili uniforme, jaz vas vprašam, ste radi moške v uniformah? Moram reči, da ne. To mi je všeč. Kaj pa Dunaj, imate radi Dunaj? Ja, Dunaj pa imam rada, Dunaj imam od nekdaj rada. Vedno sem se dobro počutila na Dunaju, ne glede na količino financ, ki sem jih imela s sabo oziroma jih nisem imela s sabo. Dunaj ima krasne kavarne, tudi Jozef Rot je pisal, večino svojih del je napisal v kavarnah. Dejansko prijatelji so sedeli okoli njega, on je pisal, potem pa se je to doma prepisovalo, ponavadi so bile to kakšne gospe, tudi gospe, ki so bile določen del časa njegove življenjske sopotnice.
Dunaj je mesto galerij, mesto muzejev, mesto humorja posebnega. Ja. In tudi mesto, kjer se je dogajalo vsaj nekaj dogajanja iz Radeckeve koračnice. Čisto na koncu vas vprašam, Mira, kako moramo brati Radeckevo koračnico? Ja, Kako bi predpisali, da jo je treba prebrati? Je treba biti mir, je treba potovati z vlakom na Dunaj? Ali lahko beremo tako mimo grede? Meni se to ni zdelo. Torej, mimo grede ne gre. Lahko bi jaz rekla, torej, kako človek bere, vsak sebe najbolje pozna in ve, kakšen je njegov način branja. Je pa treba povedati, da je Jozef Rot velik zapeljivec. Torej, ko človek bere roman, vidiš, to je pa toliko strani, zdaj pa, da bi jaz to na hitro pa tako, te zapelje. Ti iščeš glavno zgodbo, on pa to glavno zgodbo sestavi iz majhnih zgodb. Iz majhnih zgodb velikih ljudi, iz majhnih zgodb majhnih ljudi ne dela razlik in ti potem si del te zgodbe. Ti jo vidiš, jo slišiš, neopazno sediš, poleg pogovora, vohaš tisto kavo, vohaš rogljiče, pil bi sodavico z malinovcem, čeprav ti normalno ne pade kaj takega na misel, ampak tam bi jo pil. In jaz mislim, da to je ta tudi največja kvaliteta, kakovost te knjige, je prav ta zapeljivost. In jo bereš lahko, seveda, zdaj, če imaš več časa in miru, se da več jo prebrati naenkrat, če ne pa tudi, ker so zgodbe relativno tudi kratke, tako da eno zgodbo zaključiš, pa rečeš, naprej pa jutri ali pa čez 2 uri se tudi da. Jozef Rot, torej velik zapeljivec, ampak Mira, zapeljali ste nas tudi vi s svojim odličnim prevodom, odličnim jezikom, z odličnim pogovorom in naj bo vsa ta vaša odličnost povabilo k branju in marširanju ob Radeckevi koračnici. Lepa hvala, ampak odličnost je vedno obojestranska. Brez inteligentnega sogovornika, ki ve, o čem govori, ni lepe zgodbe. Lepa hvala vam. Hvala lepa. Hvala. To je bilo zelo avstro-ogrsko in habsburško. Veliko vljudnosti, ki pa ni kar tako stkana iz nečesa, ampak iz resničnih stvari. Ja. Hvala lepa in vabljeni k branju Radeckeve koračnice. Hvala. Beletrina v živo.